Zadnjič se peljem po avtocesti in pok, mi z nasprotnega pasu na avtocesti pa leti kamen tlele v šipo. Sem se prav ustrašil. No, pogledam gor na šipo, nič. Čez 15 minut pa že črtica tamle gor. Očitno ni bil toliko nedolžen tist kamen, ne? Potrebna je menjava, ni druge, ampak se mi je vseeno zdela fajn priložnost, da naredim iz tega en prispevek, ker vem, da tudi vas to zanima. Najprej pridete k nam, da izpolnimo vso papirologijo, naredimo prijavo na zavarovalnico, odpremo delovni nalog, naročimo material in damo avto v delo. Šipa, ko jo naročimo, pride v enem dnevu. Koliko stane šipa? Ja, pri dotičnem modelu komplet z menjavo 1423 evrov. Postopek menjave je tak, da avto kot damo v delavnico, odstranimo notranje zaščite, odrežemo poškodovano steklo, očistimo površino, namestimo primerje, lepilo na novo steklo in novo steklo namestimo na vozilo. Vidiš, če bi se še naprej vozil, ne, bi pa verjetno takole počela. Ta postopek pri dotičnem vozilu traja 4 ure. Vse skupaj izmenjavo in kalibracijo kamere. Suši se približno 2 urci, da je avto pripravljen na cesto. Nobenega problema ni zaradi kamere, pa zaradi ogrevanja stekla, ker pač so vsi sistemi že naprej pripravljeni, tako da praktično samo preklopimo pa, tako kot sem rekel, kamero skalibriramo. Znake na šipi so enake, razen ker je razlika je letnica stekla. Zdaj, glede na to, da imava mlajši model, je letnica enaka, ne, tako da. Ker tudi je samo razlika v tem, je samo proizvodni stekla. Samo ta razlika je, vse ostale oznake so enake, ker gre za original steklo. Prednost našega sistema je, da stranka lahko vse uredi na enem mestu. Brez obiska zavarovalnic, hitro pa enostavno. Stranki nudimo tudi nadomesten avto za čas popravila, da je stranka mobilna, pa zamenjeno steklo v enem dnevu. V zadnjem času je kar veliko več menjav zaradi temperaturnih razlik. So stekla bolj izpostavljena in pa kamenja na cesti, pa pride do večjih poškodb vetrobranskih stekel. Evo, stara šipa. Se niti ni toliko lahka. Zdaj, koliko je že počela. Dam na bolho? Ne bom dal na bolho, zato ker ni več moja. Zavarovanje stekla je krito tako v splošnem kasku, kot tudi po posebni kombinaciji zavarovanja stekla, mi rečemo e-kombinacija. Razlika je v tem, da če se uveljavlja škoda po splošnem kasku, stranka v takem primeru izgubi bonus za 3 razrede in pa tudi plača odbitno franšizo, kakršna je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja. Če pa ima stranka sklenjeno tudi e-kombinacijo, torej zavarovanje stekla, pa ni ne izgube bonusa, ne odbitne franšize. Stranka ima manj stroška, če je sklenjeno dodatno zavarovanje, pa če se mu uveljavlja po splošnem kasku. Poškodba stekla je relativno pogosta poškodba, odvisna je od vrste vozila, od števila letno prevoženih kilometrov in pa vrste vozišča, ceste, na kateri se to vozilo uporablja. Najpogostejša je na regionalnih cestah in pa na avtocesti, torej na cesti, kjer so hitrosti relativno velike, kar pomeni potem, da zaradi sile vozila, ki vozi pred vami, tudi kamenček prileti v šipo z relativno veliko hitrostjo. Odvisno je od letnega časa, takrat, ko so ceste posute, je peska, kamenja na vozišču več in je seveda verjetnost tudi večja.